Ta knjiga predstavlja zbir razmeroma svobodno zasnovanih biografskih orisov izbranih tujcev, ki so se v svojem življenju strokovno in obenem ustvarjalno posvečali slovenskemu jeziku, prostoru in slovenski kulturi. Izbrani posamezniki, ki tako pred bralcem deloma zaživijo, so Alazija de Somaripa, Gisbert Kuper, August Frédéric Marmont, Izmail Ivanovič Sreznjevski, Theodor Mommsen, Adelma von Vaj, Jan Baudouin de Courtenay, Evgenija Edvardovna Linjova, Oskar von Pistor, Anton Kraska, Jozef Marks, Jelizaveta Bagarjana, Roman Osipovič Jakobson, Paul Parin in Marko Poceto. Za približanje njihovih življenjskih usod pa se zato najprej zahvaljujem njihovim avtorjem. Metki Furlan, Karmen Kenda Jež, Otu Lutarju in Janu Ciglenečkemu ter vsem sodelavcem Inštituta za kulturno zgodovino, Gregorju Pobežinu, Igorju Grdini, Irini Avsenik-Nabergoj, Mateji Ratej in Petri Testen. Poleg raznolikosti, ki jo prispevki, urejeni po kronološkem zaporedju, ponujajo, naj omenim še, da se med njimi historično-referenčne ponovitve v obliki raziskovalnih in osebnih interesov, navezav, nanašanj ali omenjanj v publikaciji tematsko povezujejo, vsebinsko nadgrajujejo in tako medsebojno osmišljajo. To pa predstavlja tisto lastnost prispevkov, s katero je bil osnovni namen te izdaje presežen. Besedila, ki deloma pripovedujejo o slovenski izjemnosti na način vključenosti v življenjsko tkivo izbrane osebnosti, se namreč tako uresničujejo kot smiselna in zaporedna poglavja neke knjige. Tudi navidezna fragmentarnost in vedno nekakšna delnost obravnave je v nekem trenutku presežena s poenotenim zornim kotom na opazovano zgodovinsko situacijo, ki ga avtorji prispevkov, tako se zdi, posvajajo od izbranih osebnosti. Prav ta odstop od premočrtno zgodovinske obravnave, ki pa je dovoljen v kulturno-zgodovinskem načinu razpolaganja s preteklostjo, je odgovoren za vtis enotnosti, motrenja od zunaj, ki ga naredi na mozoičnem obzorju za nujnega, pa tudi prepustnega v vzpostavljanju razmerja do slovenske zgodovine. Slednje, ki se po prebranju prispevkov navsezadnje oblikuje, se zdi ključno, saj nemara lahko pomeni začetek objektivizacije ne le nekega osebnega pogleda, temveč tudi dopušča nek korak naprej in globje od doslej pričakovanega in že vzpostavljenega. Mislimo namreč na zazrtje v globino, torej jasnejši pogled od znotraj na slovenski jezik, prostor in kulturo. Hvala.